Pozdravljeni, z vami Minka in danes bomo govorili o težavah nas žensk pri teh letih mena. Groza, a? A katera se strinja z mano, ko prideš v ta leta, da te začne predmenopavzno obdobje ali pa predmenopavzno obdobje loviti, pa potem mena, si rečeš, kako je pa to naporno? No ja, verjetno je tako naporno tudi takrat, ko smo šli prvič v hormonsko, se pravi v puberteti, ko so se aktivirali hormoni, in sedaj, ko gremo v obdobje modre ženske, to ne pomeni, da gremo nekam nazaj, ampak gremo naprej, so neke spremembe. In te neke spremembe so povezane s hormoni, povezane s tem, da moramo razumeti svoje telo. Če ga do zdaj nismo razumeli, ko pridemo v meno, ga dejansko moramo razumeti. In tisto, kar jaz sama vidim pri sebi, ne nazadnje, jaz sem v meni zdaj že 6 let, to je že celo večnost, oziroma 5 let pa pol, in dejstvo je, da točno vem, kako deluje ta mena. In prva zadeva, kar se je začelo, so bili te vročinski vplivi, in prva zadeva se mi je ukinila menstruacija, oziroma sem jo imela bolj poredko in potem je popolnoma izginila. In da sem prišla nekako tako do tega, da sem rekla, v redu je, v redu, tudi obljubi me ne motijo, v redu je. No, naj vam povem, da moj glas mogoče majčkeno drugačen, zaradi tega, ker se mi očitno nekaj čisti čez grleno čakro. V zadnjih dneh sem izgubila glas, pa ga spet dobila, pa sem potem malo preveč plesala, pa sem ga spet izgubila. V glavnem, v vsakem primeru, moj glas je ta trenutek na udaru, ampak to ne pomeni, da moram biti bolj tih, ampak v bistvu, da se izražam skozi to, kar čutim. No, in zato sem rekla, posnamem tale video o meni. No, v glavnem, če gledamo naše žensko telo, mi ženske bi morali prvo stvar razumeti, da bolj kot smo v moški energiji, več se nam tvori testosterona, testosteron je moški hormon nam povzroča stres, stresni hormon izklaplja proizvajanje hormona DHEA in hormon DHEA je pa tisti, iz katerega se v času menopavze tvorijo potem spolni hormoni. In seveda pol človek reče, kaj pa zdaj moram narediti? Prvo zadevo, biti v ženski energiji pomeni, da smo v milini. Jeza vam povem, da jeza je je tisto čustvo, ki najbolj aktivira moški hormon testosteron. Ker, glejte, ženska energija je mila energija, je nežna energija, Moška energija je borbena energija, je pač moška energija. In ko smo mi ženska v tej borbeni energiji, se nam avtomatično izklapljajo ženski hormoni. Zdaj, seveda, naše južne sestre znajo čisto drugače zapeljati vse skupaj. Slovenska ženska, tipična slovenska ženska je bila pač naučena, to je naš program po koreninah družinskega debla, da pač ženska podpira 3 vogale hiše in 4. pol in da je v tej bom že sama, saj zmoram, saj sem dovolj močna. Medtem ko naše južne sestre, ki so veliko bolj v ženski energiji, je to nekaj v njih, da najprej poskrbijo za to, da so one v redu, da so one krasno, da so one v ženski energiji in da moškega rečejo dušo, da možeš. Pač, glejte, tiste, ki smo slovenska ženska, točno vemo, da ko moškemu rečeš, dragi, bi lahko, da največkrat pomisli na to, pa daj, kva imaš spet za bregom. Pač, to je nekaj, kar se mi, slovenska ženska, šele učimo. In biti v ženski energiji pomeni, da seveda opazujemo svoja čustva, ker čustva nam pokažejo, kje smo. Ali smo v moški, ali smo v ženski energiji, ali smo na ta pravi poti, ali smo na napačni. In sploh naša čustva. Glejte, ko nas nekaj jezi in ko potlačimo svoja čustva, takrat grejo ven moški hormoni. Zato je tako pomembno, da smo v stiku same s sabo. Kako pa zdaj to naredimo, da smo v stiku same s sabo? Mišični test resnice vedno poveta svoje. Tisto, kaj
mi ta trenutek sporoča moje telo, kaj bi moje telo. Zdaj tukaj ne govorim o tem, ko te napade lakota, pa kar rečeš, ko sama sebe vprašaš, kaj bi moje telo in dobiš informacijo, čokolado, ne. Takrat govorijo skozi tebe tvoji hormoni in predvsem hormon lakote inzulin. Tako da ne ga poslušati. Pač ja, če si lačna, pojdi jest, ampak ne čokolado, ne. Ampak kaj bi moje telo, kaj moram narediti, kaj bi moje telo ta trenutek, da se osrečim. Aha, to je pa zdaj že druga zadeva. Kaj bi zdaj moje telo, da se osrečim? Ja, ne, delati stvari, ki te osrečujejo. Če delamo samo stvari, ki jih moramo delati, pademo v neko rutino in ta rutina je tisto mora, ne, moram. Kakor si v tej energiji moram, to je mora. In mora ti ne bo nikdar pomagala pri tem, da si bolj v stiku sama s sabo, da imaš več hormonov v sebi dobrega počutja, da se znižajo valunge. Nemogoče. Prav v času pred menopavznem obdobju, pa potem menopavze, se dejansko, če se prej nismo naučile, se učimo to, da znamo poskrbeti za svoje potrebe. Da znamo reči tudi določenim stvarem, ne morem. Ali pa tega se pa jaz ne grem več. To se gre za to, da jasno postaviš meje določene, druga zadeva pa, da vse tisto, kar ti pa veča tvojo radost, temu pa slediš. Seveda, vsaka od nas ima določene karmične lekcije, ki jih mora osvojiti in sploh, če je za vami zdaj težko obdobje, ker vemo, da zadnja leta od korone se meni zdi naprej, da se dogaja, da vedno hitreje gre čas, da se dogajajo vedno več nekih sprememb in sploh, če ste v tem obdobju, kakor sem jaz, je sigurno bilo zadnje obdobje turbulentno. Ampak še vedno se učimo skozi vso to turbulenco poskrbeti za sebe. Poskrbeti za to, kaj meni veča energijo. Kako si bom uredila življenje, da bom jaz bolj srečna. Ker glejte, mama, ki je srečna, lahko svojo srečo širi na družino. Mama, ki je nesrečna, poskrbi, da bo njeno telo začelo umirati in mrtva mama, verjemite mi, nikomur ne koristi. Še en tak primer vam povem. A ne, v teh naših letih se pogosto zgodi, da so starši ostareli. In pač, če nisi že prej znala postaviti meje, tudi svojim staršem, se lahko zgodi, da boš postala negovalka in da boš letala od enega do drugega, do tretjega. Vam povem zdajle pač glih en primer. Gospa hodi v službo približno pol ure stran od njenega doma. Potem ima še eno majčkeno farmo 20 minut stran, kjer ima kokoške, pa konja, pa oslička. In seveda, ker je to njena strast, ona zjutraj pred službo gre nahraniti svoje živali, potem gre v službo, ker je cel dan v službi in imela je zelo pozno otroke. Se pravi, ona ima najmlajšega otroka, starega 12 let. Pol pride domov iz službe, poskrbi na razvozi otroka na razne dejavnosti in zvečer pade dol. In naslednji dan ponovi vajo. Vstaja ob 5, zaradi tega, da nahrani živali, a ja, še vmes so starši v domu upokojencev, v bistvu še starše grejo obiskat, v glavnem zanjo zmanjka časa. In kaj se bo zgodilo? Ta gospa se zdaj že pospešeno stara. In kaj se bo zgodilo v parih letih? Ja, postala bo stara gospa. Postala bo stara gospa brez energije, zaradi tega, ker enostavno nima časa poskrbeti za sebe. Zdaj pa kaj se v telesu zgodi takrat, ko letamo sem in tja. Ok, stresni hormon, to že itak veste. Ampak ena ključna sestavina manjka in zdaj sem si vzela čas in pobrala iz pač nekaj znanja v tej smeri. V glavnem, zmanjka ji koencima Q10. Koencim Q10 je v bistvu podoben vitaminom, v bistvu na nek način, telo ga dela v jetrih. Se pravi, ga proizvaja iz špinače, iz mastnih rib, iz lososa, iz zelenjave, iz brokolija. Se pravi, potem špinača, ali naprej piščanec, govedina, svinjina, jagodičevje,
soja, leča, arašidi in žita. No in v glavnem. Mi v glavnem potrebujemo vsi koencim Q10, zato ker je ključen dejavnik za vžig celične energije. Se pravi, ko naše telo iz hrane ne zmore več pridobiti dovolj hranilnih snovi, da bi lahko izdelalo koencim Q10, nam ga zmanjka in pač tudi zaloge se pokurijo in začne se s tem, da imaš občutek nemoči, začnejo se migrene pojavljati, moč mišic začne padati, začne se pojavljati nizek pritisk, lahko se začne pozabljivost, lahko se začnejo težave z ledvicami, v glavnem, v vsakem primeru se začnejo neke težave pojavljati v telesu in imaš občutek, da se staraš. No, v glavnem, sploh za ljudi, ki nimajo žolča, zdaj prej sem govorila o jezi, ženska, ki je v jezi in začnejo nagajati žolčni kamni in pride do tega, da recimo lahko ji odrežejo žolč. Ampak sploh, ker nima žolča, ker koencim Q10 se pa topi v maščobi, se pa enostavno zgodi, da tvoje telo ne zmore več proizvajati koencima Q10, ker se ne more več vezati v tvojem telesu. No, v glavnem, koencim Q10 je kot antioksidant in je potreben za zaviranje staranja in deluje predvsem za ljudi, ga nujno rabijo, kdor vadi. Čakajte, s kom sem zadnjič govorila? Ja, z eno gospo sem govorila. Mož postaven, z mišicami, žena s podočnjaki, utrujena. In sem prav o tem govorila. Kako pomembno je, da razumemo ženske in moške hormone. Da moški je prav, da kuha, ampak če kuha in ona takoj doda, moj mož super kuha, super, ampak se neka, če on ne poskrbi za moško energijo in gre v fitness in dela z utežmi in mogoče teče, dela moške stvari, se mu bo tvoril preveč ženskega hormona. Je rekel, jaz to delam, jaz obožujem šport, ampak obožujem tudi dobro hrano. Je rekla, se jaz to delam, jaz tudi gremo v telovadnico, dvigamo teži, delam vse to. Sem rekla, ja, vam se pa tvorijo moški hormoni, to pa ni preveč dobro. In dejansko žena deluje utrujeno, tako prav s podočnjaki. Glede na to, da imata majčkene otroke, bi rekla, da sta res mlajša od mene, recimo sej 15-20 let, ampak gospa se ji že delajo menopavzni obročki. Ja, seveda, to je stresni hormon, ker ona s tem, ko gre dvigati uteži in seveda služba, potem doma, otroci, naslednja stvar, fitness. Ona bi namesto fitnessa mogla iti plesati na drog. Da se boste smejali, ne? Plesati trebušne plese, delati nekaj za zabavo, čvekati s prijateljcem. Samo na ta način bo ona potem tvorila ženske hormone in bo v ravnovesju. Če ona dela isto, kar njen mož, moškemu se tvorijo moški hormoni in je res pač vzgleda mačo, ona je sesuta. Ja, seveda, ker je v napačni energiji. No in v glavnem, po naporni vadbi rabimo več koencima Q10, potem pa naprej, če pogledam, plonke imamo, veste, zdaj pa če pogledamo naprej, zelo pomembno je, da razumemo, da koencim Q10 deluje na obnovo celic, deluje na to, da mitohondriji, se pravi, mi imamo v celicah, imamo celične elektrarne in te celične elektrarne potrebujejo koencim Q10. V glavnem, zmanjša se oksidativni stres. Oksidativni stres pa pomeni, da imamo mi preveč prostih radikalov in premalo teh adaptogenov, ki nam popravljajo škodo, ki jo delajo prosti radikali. In prav koencim Q10 obnavlja zaloge C-vitamina in E-vitamina in tudi cinka v našem telesu, da se lažje borijo proti prostim radikalom. Se pravi, gradi energijo, zmanjša se oksidativni stres, potem popravlja celično škodo, deluje na plodnost pri ženskam in pri moških in dejansko so dela raziskave, da ženske in moški po 35. letu, ki dodajajo koencim Q10,
se jim močno poveča sposobnost zanositve. Potem pomaga obnoviti vitamin C in E, deluje proti vnetjem, uravnava pritisk, sploh pomaga pri ljudeh, ki imajo težave z odpovedjo ledvic, pri dializi nujno dodajati koencim Q10, popravlja srčno-žilna obolenja in obnavlja ledvica. V glavnem, kdor želi zadržati celično energijo, jaz vam bom dala spodaj povezavo do koencim Q10, v glavnem Q10 se jemlje ali po zajtrku ali po kosilu, vedno pa z maščobo. In vam povem, energije imaš ogromno, ampak res ogromno in sploh mena. Glejte, če vas daje mena, rabite kar nekaj stvari, zaradi tega, ker so raziskave pokazale. Ženske, ki imajo pomanjkanje D-vitamina, imajo večje valonge. Ženske, ki imajo pomanjkanje Q10, imajo večje valonge. Ženske, ki imajo pomanjkanje E-vitamina, imajo večje oblive v menopavzi. Potem ženske, ki imajo cink, deluje na menopavzo in tudi na andropavzo, da se razumemo, tudi pri moških, je v osnovi še bolj pomemben cink kot pa pri ženskah, ampak na splošno za hormonsko ravnovesje vsi potrebujemo cink. Tako da načeloma recimo tudi Pro-Vitality Plus bi lahko vam pomagal pri tem, da imate več energije. V vsakem primeru jaz vam spodaj dala povezavo in pač ne pozabite, tako da za 10% popust je zdravje in zdaj prav za dan žena podarjamo kristal za srečo. Tako da za vsa naročila, ki pridejo do 9. marca, dobite zraven še kristal za srečo. No, tako da, a gremo zdaj še na kakšno pozitivno sporočilo, zaradi tega, ker jaz verjamem, da vse skupaj se pa začne pri pozitivni energiji. Tukaj imam karte prehodu v novo dobo, da vidimo 3 sporočila, se pravi stvarstvo, kaj je prav za tole dušico, ki zdajle posluša do konca, kaj je prav, da ve, da ozavesti, kaj je ta trenutek najbolj pomembno zanjo. Ti, ki tole poslušaš, ti si povezana s stvarjenjem in zavedaj se, ti si boginja. Vse okrog tebe je ljubezen. Pač, pojdi ven, pa boš videla pomlad. Poglej enega otroka, pa boš videla ljubezen. Poglej živalco, pač ni važno katero, če imaš domače ljubljenčke, vidiš ljubezen. Pač, dejstvo je, da povsod okrog tebe je ljubezen. Ja, je pa res, da v meni se učimo prav lekcije ljubezni do sebe. In če jo zdaj še nisi usvojila, da tvoje telo začne pošteno opozarjati, da je čas, da začneš res graditi zdravo samopodobo. In zdaj naslednja karta je prišla, svoboda. Pogumno se odločaj za sebe. A ti pokažem karto? Pogumno se odločaj za sebe, ker stvarstvo te podpira. Svobodna si, čas je za tvojo svobodo. Bom pa prebrala še naprej sporočila. In tebi pripada sreča, zasluži si jo, zasluži si ljubezen, zasluži si obilje vsega dobrega. Naslednji korak. No, kaj je tvoj naslednji korak, ki ti bo prinesel več sreče? Kaj je tisto, kar bi morala sama sebi dati, da bi ti prinesel več sreče? Pač sigurno je nekaj, kar rada delaš, kar je tebi v tisto notranje zadovoljstvo in rečeš, ja, tega bom delala več. Ne vem, pojdi v savno, pojdi na sprehod, vzem si čas za sebe, pojdi sedeti ob vodo, pojdi smučati, pojdi na jogo, ne vem, naredi nekaj, druži se s prijateljcem, čvekaj, ne vem, delaj nekaj, kar tebi veča srečo. Naenkrat lahko narediš samo en korak in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Pač ta del sprejemanja je dovolj, da pride v tvoje življenje novo, tako kot bi odprla pipo in pač počakaš, da preteče topla voda. Pač ravno tako, kot ti daš signal stvarstvu, zdaj pa čas za mene, bo priteklo v tvoje življenje. Še to vam moram povedati. Za Asizi so se sprostila 4 mesta, tako da, če koga še vleče, še kliče, lahko greste z nami v Asizi in se pravi Umbrija z Asizijem
in Toskana za prvomajske praznike. Tudi to povezavo bom dala spodaj, tako da lahko pogledaš. Če te potegne, luštan se bomo imeli, pa itak na teh potovanjih se imamo zmerom dober. No in čas je za svobodo. Osvobajaš se vseh spon, prepričanj, odnosov in vzorcev, ki te zadržujejo v nezadovoljstvu. Bodi mirna. Neskončnemu v tebi lahko samo uspe. Tvojemu življenju naj vladata božanski red in mir. Tvojega duha naj prežema božanska ljubezen. Dovolite, da te na vseh področjih vodi božanska inteligenca. Dovoli si, da si srečna, zdrava in bogata. Se pravi, je čas za obilje v tvojem življenju. No in zdaj še izvorna koda, karta 61. Dovoli, da si eno z izvorom, ker ti si izvor. Na svet si poslana, da blagoslavljaš. Na svet si poslana, da širiš sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na svet si poslana, da ljudem sporočiš resnico, da smo vsi ljubezen, ker ti si ljubezen. Se pravi, skozi to ljubezen, ki jo siješ najprej za sebe, lahko učiš svojo okolico, predvsem pa svoje otroke, kaj pomeni ljubezen do sebe. In skozi tvoj odnos se bojo tudi tvoji otroci naučili ljubezni do sebe. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in dovolj, da se v tvojem življenju zgodi nova energija, ker ja, prav mena je res čas za novo energijo.